novinarke, kolegi novinarji. Današnja informacija za javnost je namenjena na temu, da vam nakratko poskušam pojasniti razloge o tem, zakaj sem danes sprejel odločitev odstopil z položaja generalnega direktorja Slovenske policije. Tekom včerajšnjega dne sva z ministrom imela pogovor na 4 oči, ki se nadaljevala tudi tekom današnjega dne. Skozi najmanj pogovor, ki je bil korektni in profesionalen, sva se dotaknila nekako videnja ali pa prihodnosti, kako si predstavljamo oba vodenja Slovenske policije z različnih področij, tako vsebinskih, financijskih, kot tudi ostalih. Nekako končni rezime teh pogovorov je bil, da je enostavno v teh najmanj odnosov prišlo do določene stopnje razhajanja, tako stopnje zaupanja, tako tudi v končni fazi do različnih pogledov, kako naj bi vodenje Slovenske policije pogledalo tudi do prihodnosti. V bistvu na podlagi vseh teh razlogov sem jaz tekom današnjega dne podal odstopno izjavo ministru in ga nekako seznano, da odstopam z položaja generalnega direktorja z 1. oktobrom letošnjega leta. Do 1. oktobra generalni direktor Slovenske policije z vsemi polnimi oblastili bo vodil Slovensko policijo ter korektno in profesionalno do zadnje ure in minute opravljal svoje delo, ki sem ga opravljal od 19. februarja leta 2009. Mogoče dodatno obrazložitev te moje odločitve. Poglejte, zelo pomembno je, kakšen v bistvu je iskren ali pa podoben pogled na vodenje policije, tako strani generalnega direktorja, kako tudi strani ministra. In nekako profesionalno se mi zdi, da okoliko bi določili fazi v točki tudi do takšne ocene, da so takšni načini oziroma takšne razkrajanja bistvena, da za dobrobit Slovenske policije enostavno narediš korak, ki pomeni, vsaj z mojega stališča, da delo v prihodnosti ne sme zastati, da se enostavno razlike v razumevanju med generalnim direktorom in ministrom ne smejo poznati, ne samo pri vodenju policije, predvsem pa pri vsakdanjih nalogah, ki policija izvaja. Verjemite mi, da dolgoročno, mislim, da je to nekoč preteklo že pokazala in dokazala, to ne bi bilo dobro, nikako ne dobro, za to Slovensko policijo, da bi tako jaz kot generalni direktor, kako tudi minister, skupljala energijo in tudi najni podrejeni za stvari, ki pa niso strateško pomembne za vodenje Slovenske policije. Ne bom se skušal podrobnosti, kako sem ali sem zadovoljen z delom Slovenske policije. Lahko vam rečem iskreno, iz polnega srca, da sem ponosen na delo, ki so ga naši zaposleni v policiji upravljali ne samo v mojem mandatu, tudi veliko stvari, veliko zahtevnih preiskav, veliko projektov je bilo upravljeno. Nažalost, tudi veliko projektov, ki so tako ali drugače negativno vplivali na počutje in motivacijo zaposlenih. Vesel in ponosen sem, da sem še vedno in tudi do 1.10. generalni direktor te Slovenske policije. Resnično sem ponosen, da sem vodil slovenske policiste in policistke in vse zaposlene. Predvsem pa, nikoli mi ni bilo, tudi danes, mi ni žal, da sem leta 2009 sprejel odločitev o tem, da vodim slovensko policijo. Danes sem imel tudi sestanek z najožjimi sodelavci, katerim sem podal nekako na dušo apel, da pričakujem, da bo v prihodnjih dnevih in tednih mesecih in tudi naprej delo Slovenske policije poteka tako, kot pričakujejo državljani Republike Slovenije, da more delo potekati na podlagi strokovnosti, profesionalnosti, učinkovitosti, predvsem pa medsebojnega zaupanja. Sam bom osebno zelo budno bdel na tem, da v tem času ne bo prihajalo do emocionalnih, takšnih in drugačnih izpadov ali pa mogoče ravnanj, ki bi lahko tudi vplivali negativno na vsak imidž Slovenske policije zaradi odločitve, ki smo sprejeli danes.
Verjamem in zaupam, da bo delo slovenske policije v prihodnosti potekalo tudi tako, kakor ste bili navajeni danes, tako, kot pričakujem, da bo potekalo tudi v prihodnosti. Še enkrat zahvala iz tega mesta vsem zaposlenim v slovenski policiji za ves trud, ki je bil izveden vsem tem času mojega mandata, predvsem pa, da bo to takšen entuzijazem, kot je bil pokazan na posameznih posežnih kriminalističnih preiskavah, lahko tudi z vaše strani slovenski državljani spremljajo tudi v prihodnosti. Po zaključku moje kariere bom delo, ko sem že večkrat povedal v različnih intervjujih, nadaljeval delo v slovenski policiji. Nikoli me ne boste videli trkati ali greti ključe, kjerkoli politične stranke. Sem policist, nisem politik. In kariero želim in pričakujem zaključiti v vrstah policije. Ima polno umelo zaupanja tudi v človeka, ki bo vodil to slovensko policijo, še rezultnosti po mojem odhodu. Gospod Karol Turk ima z moje strani polno mero zaupanja v delo in preko njega dejansko resnično vidim, da bo kontinuiteta dela slovenske policije tekla tako, kot tudi jaz pričakujem nazadnje, kot pričakuje to strokovna javnost. Izbira še enkrat namestnika gospoda Turka je bila izključno samo moja. Naj pa na koncu izkoristim še to priložnost, spoštovani novinarji in novinarke, da se vam osebno zahvalim za resnično partnerski, celo partnerski odnos, korektni odnos vsem mojem mandatu. Ko sem v začetku mojega mandata povedal, da moja želja je še vedno to, da je ta partnerski odnos medij in policija čim bolj odprt. Verjamem, da v posameznih primerih pač tega cilja nismo dosegli. Policijo čaka še tukaj veliko dela. Tukaj računam tudi na vašo pomoč. Vedno ste bili, vsaj z moje strani, nekako resnično partner v odnosu, gledano z izkušnjami v pozitivnem smislu.